8 minut čez 9, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi in Suska sva z nami pa kar 3 jutranji VIP gostje. Tisti, ki smo odraščali ob njihovi glasbi, boste točno vedeli, katero glasbeno skupino sestavljajo Denis, Stefanijo in Mark. Danes pa na glasbeno sceno prihajajo menda v bolj osveženi preobleki, več o vsem tem tekom jutra. Z nama so Game Over! New Game Over! Sem se popravil, dobro jutro! Dobro jutro! Kako ste? Super. Čudovito. Po kolkem času na Goriškem? Madonna. 25 let. Ne. 21, a? Ne, vsi skupaj, v tej zasedbi pa je nekih 20 let. Nazadnje smo nastopali v centru. Ne, Marko Polo. Marko Polo obstaja? Ja, obstaja, zdaj ima drugačno ime, mislim, da nisem višna. Dobro. Magellan. Kdaj je zazvonila budilka, ko so prišli fantje skozi vrata, so rekli, joj, te jutranje ure. Iskreno pri meni 5:30 danes. 5:30? Ja. 6:15. 6:15? Mark je tako navajen zjutraj vstajati, jaz pa vstajam ob 12, tako da je bila zelo jutranja zame. Zelo jutranja. Mark, kako to služba ali... Ja, drži službo otroci. To je kar zanimivo pri meni. Načeloma sem kar navajen teh ur, ja. No, zanimivo. Imate kakšno jutranjo rutino posebno, tako da... Ja, kava. Kava, okej. Kava, cigaret. To je to. Kava tudi. Ne, mislim, iskreno glede na to, da relativno zgodaj vstajam, no, če to se pravi 5:20 minut ali pa 5:30, kar probam poležati zjutraj čim dlje časa, tako da se rutina moja prva začne v službi. Tako, sicer pa... Za kavico. Čik pa položenca. Danes je kavica že padla, ne? Tako je. Tudi mi smo že Hvala lepa, postregli, hvala lepa. kakšno kavo pijete drugače, da bodo vedele oboževalke, ne? Stefanijo, bela kava. Jaz večinoma espresso, zjutraj mogoče kak kapučino. Aha. In Mark? Kapučino, kava z mlekom, tako. No, In tako. na Radio Robin imate super kavo. Hvala lepa, hvala. Tako. Hvala. Drugače doma skuhana v kakem lokalu? V službi Doma, pravijo, večinoma. Doma. Jaz imam na Ptuju par lokalov, ki... Par lokalov, je? Iskreno, v lokalu je slajše kot doma. No. Ja, Res, pač je da se usedeš. Ni isto, ne? Ko priteče čez aparat, je malo drugače. No, toliko o kavici, v nadaljevanju pa se posvetimo informaciji, ki je Susko navdušila. Menda je en od teh treh gospodov, naš domačin, v vrtec je hodil v Novo Gorico. Ostanite z nami. Jutranji VIP gost. 15:09, dobro jutro. A je bil... Dobro jutro. Komod, če jaz ne bom mogel gledati tle, Grem jaz. v kratkem bomo verjetno tle nekje prvast, tako da komod, jaz grem na kavico, s tvojo sodelavko ti pa gor od... Točno tako. Okej. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa Dobro kar jutro. 3 jutranji VIP gostje, Denis, Stefanijo in Mark oziroma Game Over. In prihodnje leto boste upihnili 25. svečko. Kaj vse se je v 25 letih zgodilo? Koliko je dolgo? Spremenilo, ali dajmo na hitro tiste Spremenilo, ja. ja. Bolj smo zreli, bolj smo pametni. Več las smo zgubili, pa jih naredili. Okay. Zgodilo se je življenje. Zgodilo se je življenje, pravi Marsikaj se Stefanijo. dogaja. Aha. Modrejši predvsem smo. No, lepo. No, smo pa prvi, ki smo izvedeli, da se New Game Over širi, ne? Če si date samo slušalke, tole je povedal Sebastian v našem studiu pred enem pol leta. Denis iz skupine New Game Over in njegova boljša polovica, lepša polovica, sta danes se prepeljala v porodnišnico, ker pričakujeta svojega prvega otroka. Je na to že baba ta seba, ne? To je bilo enkrat, kdaj je bilo to? Ja, to je bilo, Novembra, kaj ste bili oktobra? novembra tukaj? 17. novembra. 17. novembra. Točno tako, 17. novembra je bilo dan, ko ste čakali popadke, mi smo o tem že poročali, kako je biti točka po pol leta. To je fenomenalno. Zelo drugo obdobje življenjsko kot prej. Obstajajo ljudje, za katere si zdaj odgovoren, ampak fenomenalno počutiš. Se počutiš bolj zrelega, bolj, evo, zdaj sem pa fotar, zdaj pa konc heca. Ne, sem bil zrel že prej. Okay. Previjaš plenice? Ja, prvi sem previl jaz. Spiste? Kaj? Spite doma? Spimo. Ja, spiste? Ne, spimo. Spimo, res malo srečo imamo glede tega. No. Ok, pa si Marka vprašal za kakšen nasvet, če je to... Sam, ja, ampak ne, to so take stvari, ki se ne govorijo Aha, Mark, na radiju. nimaš komentarja. Mislim,
jaz sem mu lahko pač povedal, kako to zgleda pri meni, ampak dokler sam tega ne doživiš. Meni so tudi predtem, preden sem dobil pač otroka, so mi razlagali, kako pač to je, ampak in si pameten in ne rečeš, stvari so jasne. Maklinac so jasne. Nič ti ni jasno, šele ko dobiš svojega, ti stvari postanejo jasne. Vsakič poraste, vsakič druge stvari, vsakič druge finte, vse tako da. No, ste pa bolj zreli gameoverci po 25 letih. Kaj to pomeni? Bolj zreli, bolj odrasli, to seveda po 25 letih. Bolj stari, modri. Bolj star, Jaz bolj nor. sem imel Abrahama novembra, ne, tako da valjda pri 50. Kaj si imel? Abrahama. Tako da pri 50. Tako da pri 50. pa valjda človek mora biti že malo zrel. Stefanijo, Kaj vidva sta pa kaj 49, koliko sta, ne? Hvala. Mislim, hvala za... Nismo pod 40, ampak Hvala za kompliment, Ja, mislim, evo, to vašo zrelost, ne, da ste bolj zreli, bo vas Susko preverila v nadaljevanju. Ostanite z nami, amigos, por favor. Dobro jutro, Sandi in Suska z vami, z nama pa kar 3 jutranji VIP gostje, Denis, Stefanijo in Marko, oziroma Game Prihodnje leto bodo upihnili 25. svečko, torej so zrelejši in bolj modri. Stefanijo je lani praznoval Abrahama. Čestitke, no. Še na mnoga. In Susko bo vas zdaj tudi preverila, koliko so kaj zreli, ne, Suska? Tako je. Imamo test zrelosti. Odgovori s prvim stavkom, ki ti pade na pamet, brez izmikanja. Ste pripravljeni? Dobro, smo. Gremo. Prideš domov in vidiš, da je koš za smeti poln. Kaj narediš? Ja, ga neseš ven. Ok, zrelo. Neseš ali počakaš, da bo boljša polovica? Neseš. Ali pa da 3-krat reče, dej. Ne, zato, sem ti že povedala. mi smo malo old school, ki bi kar odnesel. Brez veze se pregovarjati. Mislim, če želiš... Miru, bajti. Bodimo iskreni, no? Bodimo iskreni. Happy wife, happy life. Dajmo biti danes iskreni, mislim, Hvala lepa. surovo iskreni. Če hočeš imeti mir v hiši, To smisel. brez pregovarjanja odneseš smeti immediately. Takoj. To je to. Ampak veš kaj je problem? Problem je pa to, ker žena vedno najde kaj drugega. No, ampak... Pa sej to je normalno. Ostanimo pri ženah. Če ti ženska reče, nič ni narobe, kaj to pomeni? Vse je narobe, ker moraš začeti brati med vrsticami in razmišljati, kaj si 2 tedna nazaj kiksal. Tako. A ne, zna biti tudi kako leto nazaj, kaj si kiksal. Leto, ima dober spomin. Ja, ker... Lej, jaz imam pač hčerke 2 doma, ne, in to že v osnovi kažejo zamerljivost. Zamerljivke so, punce že v osnovi, ne. Zdaj mene, ja. Ja, ne, pač punce v osnovi že kažejo to zamerljivost neko, ne, in to potem terajo leta in leta naprej. Tako da ja. No, še eno vprašanje, ki smo se že dotaknili. Kaj je bolj zrelo, da imaš prav ali da imaš mir? Da imaš mir? Jaz mislim, da je kompromis med obema. Ampak da imaš mir. Bravo. Da imaš mir je dosti bolj pomembno. Ona pa prav. Kolikokrat na leto greš zdravniku brez tega, da bi te nekdo prisilil opomnil? Kolikokrat na Jaz leto? grem zdravniku takrat, ko je kaj narobe. Ste hipohondriji? Ne. Ker rečemo, I'm gonna walk it off. Aha, okej. Si sposoben iti v trgovino po 5 stvari in prinesti domov točno 5 stvari? Načeloma ja, problem je, če grem lačen v trgovino. Ja. Takrat je največji problem. Se razumemo. To ni dobro, to je najslabše, ker to gre... Če greš lačen v trgovino, je problem, ne prineseš 5 stvari. Če pa ne greš lačen, greš sit, pa prineseš lahko. Nauk tega je, da se najej preden greš. Ne hodi lačen v trgovino. Zelo zrelo. Zelo zrelo. In še eno imamo. Kaj odgovoriš, dragi, ko te vpraša, če se je zredila?
Ma ne, To mi samo tako majico gor. Normalno, da ne, draga. In to je pravilno. Si bo šla preveriti oči slučajno. En aplauz, takole, sem ste dokazali, da ste zares zrelejši kot pred 25 leti. V nadaljevanju pa boste dokazali tudi to seveda z vašo novostjo. Slišimo jo čez nekaj minut, ne hodite daleč. Dobro jutro! Gled proti nebu je presenetil Denisa, ki je prišel v Gorico in kaj si rekel? Ja, da vedno Gorica ima najlepše vreme in vedno hvalim Gorico, koliko ima najlepše vreme. In zdaj pridem iz Ljubljane, je sonce, prijem sem in je oblačno. Je škifo. Škifo. Škifo je, ampak škifo bo ves dan, tudi jutri, padavine, plohe, jutri nevihte po celotni Sloveniji. Danes do 23, trenutne od 10 do 17, v Ljubljani imajo manj. Prometni servis Radia temperature, to imajo mraz. 58. Na naših cestah pa ni težav, tako je tudi prav, zato strpno in previdno še naprej. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa kar trije jutranji VIP gostje, Denis, Stefanijo in Marko oziroma Game Over. Prihodnje leto 25 let glasbene kariere in te dni predstavljajo tole novost. Povsod po tebi še diši, po kateri, pazi, drage poslušajo, po kateri diši. Po kateri diši? Po sveži. Po sveži? Kašen parfum? Po sveži posteljnini. Kašen, posteljnini. To je reklama za posteljnino. Lenor. Ja, evo, za naše poslušalce imamo darilo, tole bomo zdaj slišali v a capella izvedbi. Kako zvenijo New Game Over v jutranjih urah? Ste pripravljeni, fantje? Povsod. Gremo. 3, 4, povsod po tebi še diši, ko dež puščavi manjkaš mi. Iščem tvoje še sledi, a za manj ljubezen priznam. Brez sebe sem sam. New Game Over, uživo iz studia Radia Robin. Tole pa njihova novost v celoti. Povsod po tebi še diši na Robinu. Tako to je zdaj neki drugačni zvenel. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Game Over, povsod po tebi še diši. In tudi jutranji VIP gostje, Denis, Stefanijo in Mark, oziroma New Game Over. Komad, ki je bil produciran, kje točno, Denis, zdaj si pravo? Produciran je bil v Ljubljani. Aha, neki drugega je bil, ne vem. Ja, miksan je bil pa v Argentini. Argentini, tako ampak je. ne to kar enemu Argentincu, ki prodaja tam limone po ulicah. Ja, tako to je ta ekipa, ki miksa J-Lo in vse te Bad Bunny in to je ta ekipa. Ja. In J-Lo je pela back vokale, lepo prosim. Točno to. Mark je celo dal pointerje, kako mora izgovarjati. Povsod po tebi še diši, No, malo se šalimo, ampak je pa gospod, ki pozna točno njene prijeme in tako naprej. Tako. Ja, super, evo, Susko pa vaju želimo še bolj spoznati, v nadaljevanju. Suska, kaj imamo? Še en izziv imamo, brez tega pa nas ne gre. Ja. Kdo bi prej? Torej, preberem eno trditev in vi poveste, za katera je trditev bolj značilna med vami. Okay, bo šlo. Okay, iskreno odgovarjamo. Okay. Iskreno, to smo že prej ugotovili. Ja. Kdo bi prej zaspal sredi pomembnega sestanka? Nihče od nas treh, a? Nobeden bi zaspal. Ne, pomemben sestank ne. Kdo bi prej začel novo dieto v ponedeljek in potem končal že v torek zjutraj? Mogoče jaz. Javo se je, Stefanijo, ja. Javo se je. Ostala dva se držita diete, če se odločite. Smo kar karakter. Kaj ste po horoskopu, škorpioni? Kozorogi. Kozorog, ja, kozorog. Strelc. Rak in kozorog. Kdaj si rojen? 7. januar. Res pa 20, zadnji dan. To si pa veliko ujel. Lepo. In ti si, Stefanijo? 29. november? On je 29. november. On je strelc. Ja, Marče je pa rak občutljiv in čustveno on se naveže na žlico. Ja. To ste jokice. Jaz sem še en rojsten dan, 6.1. To je po moje kozorog, ne? Takrat sem raka premagal, zato me. Bravo, zelo lepo. Ja, to pa je še en rojsten dan. In ima tatu za vse tiste, ki niste videli, tako da ima napisano na tatu. No, gremo naprej. Kdo bi prej kupil nekaj čisto nepomembnega, ker je bilo v akciji?
Nismo. Niste taki? Ne. Niste taki? Šparovni. Ja, lej. Ja, res. Ja, res, ja, po mojem res. Kdo bi pa rekel, jaz sem miren človek, medtem ko kriči? Po mojem Mark. Kaj te najbolj razjezi? Kaj me najbolj razjezi? Odvisno od momenta, v katerem sem. Ampak recimo ta gužva na cesti, vsakodnevna. Priznam, da me ne normalno jezi, ne glede na to, da se mi to že dogaja par let, ampak še kaj. Dobro, da ni bil intervju včeraj, ker bi ga opravili po telefonu. Ja, res, ja. Kdo bi prej začel plesati, čeprav glasba sploh še ne igra? Denis. Ja, jaz. Okay. Kdo bi prej rekel, samo še ena pijača in potem ostal do jutra? To smo vsi, po mojem. Včasih bili. Zdaj so zreli. Kdo bi prej pozabil, imel sebe po 10 sekundih, ko se ti predstavi, takoj pozabiš? Po mojem Mark. Ali Štef, ti? Spomin, ko zlata ribica, kdo od nas spomin, ko zlata ribica? Ja, no, če se lani imel Abraham, ali ti opravičeno. Opravičeno. O čem se pogovarjamo? Kje smo? Kako že prideš nazaj? Zadnje vprašanje, kdo bi prej govoril s psom in ne z odraslim človekom? Jaz. Denis in Stefanjo. Prej s psom. Bodimo realni, danes je boljše govoriti s kako živalico kot pa. Psa lahko takoj pobožaš, sploh ga ne rabiš poznati, to ljudi ne moreš. In mi ga repe, ko priješ domov. Iskreno te pričaka. Evo, imate psa drugače vsi trije? Mev si, ja. Ne, mi ga imamo v Prekmurju, Bucko. Bucko se kliše, malo lepo ime, evo, Bucko. Sicer pa mi imamo še eno informacijo za naše poslušalce. Tisto moramo zvedeti v nadaljevanju, torej kateri od teh treh je naš domačin oziroma hodil v vrtec Kekec. Kekec na Hradnikovih. No, ostanite z nami, ne hodite daleč, dobro jutro. Jutranji. Evo, to je tisti, ne, to smo vsi naredili. Ljubezen igra je za dva. Ja, tisti, ki nimamo ritma, nismo delali. Mogam se ti predstaviti punčke na našem koncertu. Čakaj, kdaj moram? Mamija je prav. Ja, torkovo jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa kar trije jutranji VIP gostje. Zdaj že veste, Denis, Stefanjo, Mark oziroma New Game Over. In njihova novost, povsod po tebi še diši, fantastičen video spot, dajte si ga pogledati. Sicer pa, če niste vedeli, Denis je svoje otroštvo preživel v Novi Gorici. Denis, vse nam povej, kako to? Ja, moja dva sta se spoznala v Novi Gorici, verjetno sta me tudi spočela v tedle, ne? Ki gor na Kekcu? Ja, vprašanje. Verjetno nekje gor na Kekcu. In potem sem tle bil še v vrtcu malo, živeli smo na Gradnikovih brigadah. Vrtec Kekec je rekel, ne? Vrtec Kekec, tako je. In imam še tle neki sorodnikov, strice, bratrance imam še tle. Kaj se spomniš recimo od Gradnikovih? To, ko smo se pogovarjali prej mi dva, se pravi te betonske mize za ping-pong. Za ping-pong? To se spomnim. Ma neki je malo bolj novo narejeno, so posodobili zadevo, tako da ima še zmerno se lahko igra ping-pong, ja. So še. Kam se ja. Ne, kam se je hodilo žurati? Ja, ne spomnim se. Ti si pol šel, ne, že v Dalmacijo? Jaz sem že v Dalmaciji takrat šel, ja. Koliko časa si bil tukaj v vrtcu? Jaz mislim, da sem bil od, če se ne motim, po mojem od 3. do 5. leta. Znaš kaj povedati, če? Znaš kaj po goriško? Mene ne znam. Nekaj znaš. Ma kaj je zdaj, Mona, kaj delaste tle? Urinu si se, to je to. In pol si šel v Dalmacijo in to je bilo, evo, še zadnje dejanje današnjega jutra. Ampak seveda ne moramo mimo tega, ne. Kaj vse zdaj čaka New Game Over v letošnjem letu? Tudi naši severnoprimorski konci, lepo prosim. Tako. Kar pestro bo in sicer prvo zdaj je ta naša promocijska turneja našega novega singla. Potem smo headlinerji na Pivo in Cvetju in prvič nastopamo z bendom, tako da tiste vse, ki ste nas videli na Matrice nastopati, nas boste zdaj prvič videli z bendom nastopati. Že pridno treniramo. Ja, že pridno treniramo.
In potem pa naslednje leto 25-letnica, katero pa lahko samo malce izdamo, da pripravljamo kar veliko stvar. Nekaj bombastičnega. Nekaj bombastičnega. Za 25. obletnico. Vsaj še eno stvar želimo mi izvedeti. Ne vem, nekaj, kaj se bo zgodilo. Pri vas bomo pa 22. julija smo v Šempetru na placu in naslednji dan smo v Kobaridu. Super. Odlično, bomo prišli. Ja, nujno. Pridite, no! Pridemo. Najlepša hvala, Stefanija. Stefanijo, Denis in Mark. Hvala lepa, da ste popestrili tole jutro. Uspešno še naslednjih 25, ali kaj? Joj, ti boš takrat koliko je? Okolo 80 boš, ne? 100 po moje. Blizu 100. Čau. Na Radio Rubin. Makej si šel, Radio Rubin.